V tekmi 15. kroga druge slovenske nogometne lige sta se v tekmi v Kidričevem pomerila soseda na lestvici, domači Aluminij in gostje z Veržeja. Sicer smo spremljali izjemno zanimivo in razgibano srečanje, bolje so začeli gostje, pa potem spet nekaj priložnosti Aluminija in tako se je nadaljevalo skozi celotno srečanje. Že po 50 sekundah srečanja smo videli tale poizkus Petka, ki je zletel preko vrat. Na drugi strani so si prvo priložnost na tekmi v 17. minuti srečanja domači pripravili po podaji z prostega strela, ko je Turkal z glavo meril precej preko vrat. No, nekoliko bolj nevarno priložnost so imeli v 27. minuti srečanja, ko je z roba kazenskega prostora takole sprožil kapetan Topolovec. Na drugi strani pa dobro minuto kasneje, potem ko je Arpad Vaš dobro izvajal avt, priložnost za napadalca gostov Davida Vinkoviča, žoga pa je za las švignila mimo desne vratnice tokratnega vratarja Luke Janžekoviča. Neuspešen napad in polproti napad Aluminija, ki se je končal neuspešno. Tole je kombinacija podaje v prazen prostor, na pravem mestu je bil vratar Andrejč, nato je do žoge poizkušal priti Škofleka, je bila obramba Veržeja na pravem mestu. Gostje so bili tokrat brez kar 7 standardnih članov začetne enajsterice in so poizkušali v nadaljevanju priti do vodilnega zadetka, a številne napake v prvem polčasu so ob koncu srečanja nogometašem Aluminija ponudile priložnosti. V 39. minuti srečanja kombinacija in na koncu vendarle priložnost za strel. Topolovec je podal žogo v globino, takole pa se je sam znašel Škoflek, a meril mimo leve vratnice vratarja Andrejča. Zagotovo najlepša priložnost, po kateri pa se je nogometašem Aluminija še kako kovcalo, a ne dolgo, do 41. minute srečanja, ko je sledila podaja v kazenski prostor, kjer se je z odličnim sprejemom in strelom izkazal Alen Kozar in poskrbel za vodstvo Aluminija z 1:0. To je bil tudi rezultat prvega polčasa, a razburljivosti in priložnosti v drugem polčasu ni manjkalo. Ravno nasprotno, že po vsega minuti in pol nova lepa priložnost za domače. Škoflek je odlično izvedel prosti strel, a mu je veselje preprečila vratnica. Tragični junak na tem srečanju pa je bil Nikolić. Sam je zapravil pravzaprav imenitno priložnost, ko so bila vrata prazna, vratar Andrejč pa na tleh. Tole pa je prekršek za drugi rumeni karton istega nogometaša Žana Nikolića, ki se je z nešportno potezo, v narekovajih rečeno, izkazal v prvem polčasu. No, drugi rumeni karton je dobil v 52. minuti srečanja in sledila je pot pod prho. Tole je še enkrat prekršek za drugi rumeni karton in pot pod prho. Vseeno so nogometaši Aluminija imeli novo priložnost v 59. minuti srečanja, ko je bil v glavni vlogi spet strelec prvega zadetka Alen Kozar, a je ob temle strelu meril preko vrat. V 64. minuti srečanja pa priložnost na nasprotni strani. Takole je Arpad Vaš prodiral, oddal žogo in stekel v kazenski prostor, kjer ga je Sandi Čeh takole podrl in sodnik je pokazal na belo točko. Po vsega 11 minutah igre z igralcem več so imeli nogometaši Veržeja priložnost, da z bele točke pridejo do izenačenja in eksekutor ter uspešni izvajalec je bil Petek, ki je v 65. minuti srečanja poskrbel za izenačenje na 1:1. Še enkrat v počasnem posnetku zadetek Petka. Nato pa je sledil krajši premor in razburljivosti so se nadaljevale v zadnjih 15 minutah. Najprej takole strel Damiša po podaji iz kota, ko je z močnim strelom meril za las preko vrat vratarja Andrejča. Zgolj 5 minut kasneje nova priložnost, Škoflek se je znašel v akciji, a tudi on meril preko vrat. Nato pa podaja spet istega nogometaša. Škoflek je podal v kazenski prostor, Andrejč je izbijal, potem pa tale zadetek in strel ter gol za vodstvo z 2:1, Bizjak pa tisti, ki je poskrbel za vodstvo domačih. Z igralcem manj so najprej prejeli zadetek, nato pa po gneči v kazenskem prostoru in odlično izvedenem strelu Bizjaka spet povedli. A ko se je že zdelo, da bodo nogometaši Aluminija vendarle vknjižili zmago, je prišlo do tele kombinacije. Najprej je poizkušal rezervist Kušnik, pa je bil na pravem mestu vratar Janžekovič, nato pa je sledila odbita žoga na rob kazenskega prostora in fantastičen strel Arpada Vaša, neubranljivo za izenačenje v 90. minuti srečanja in rezultat 2:2.
To je bil na koncu tudi končni rezultat srečanja. Če smo na prvi tekmi teh dveh nasprotnikov videli kar 6 zadetkov, smo tokrat videli 4 in pravo dramo. Na koncu pa končni rezultat srečanja v Kidričevem, Aluminij Veržej 2:2. Zarice Kranj, torej naslednji teden še zadnji 16. krog v drugi